Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Tudi danes je vroče. Ja, tako je bilo včeraj in tudi jutri bo. Tako. Super. In danes smo v totem jutru malo šli nazaj v zgodovino za eno super jutranjo uganko, Ja, ki pa je kar našla odgovore, kar hitro. Jaz mislim, da boš rekel, da smo šli v zgodovino s tisto govorico o princu, to je meni ostalo v spominu. Tudi to, ja, da princ baje, ne, boste čuli kaj. Boste slišali, ja. Sicer pa smo ugotovili oziroma smo določili, da bo Anja skuhala zajtrk. Ja, Jutri, ne, za se najo. že veselim. Vidim, ja. Mi dva bolj. Ja. In pa izvedli smo, kaj vse lahko delaš, ko imaš zasedene roke z usti. Boste slišali, če ste karkoli zamudili danes zjutraj. Evo. Vroče je bilo po noči spet, Ja. Niti ne govori. ko pes. Jaz imam enako izkušnjo kot včeraj. Torej, da Nič nisi spanja, spal. Mislim, ne vem, verjetno sem kaj, samo tako se mi zdi, veš, kot da se zavedam 3/4 noči. No, ja. Ja. Jaz se ti kar pridružujem. Jaz pa ne. Pa sem kar enih 5, nisem dobro, dolgo spal, ampak enih 5 ur pa pol sem spravil not, kar je več kot iz nedelje na ponedeljek, ko sem spal 3 ure, Ja, super. kar pomeni, da sem včeraj popoldne bil hin Ja. in ko sem nekaj pojedel, logično na Da je kavču zaklalo. začnem cveke pipati, ne? Ja, in sem se spomnil, power nap, ne? Ja. Enkrat sem ga probal pred leti, bom zdaj spet, ne? In sem bil hin, naredim 20 minut, si timer samo, dam telefon beg, zaspim, se zbudim, 5 minut in pa tja, pa sem imel energije za, da bi lahko šel na nivo delati. Meni pa Bravo. to ne deluje. Meni Ja. pa, To je Jaz sem nekaj najslabšega, kar lahko naredim, ker me zakolje še bolj. moraš točno, prav, tudi je več raziskav, točno neki 15 ali pa 20, če je več, si že zasral, ne? Kak je pol ure ali pa 40 minut, pol te vgasne. Ja, jaz sem boš spala prav, 1 uro in 2 uri pa pol. grozno. Ja, Jaz sem čisto. si bila zabuhla pol celo popoldne. Ja. Pa glas, To ko so- dobiš, ne, veš si spal, To so te tegobe, ne? Če ne delaš redno zjutraj, tako. Ja, se če redno delaš, so čisto enake, fras. Ja, glej, Nič Dejan. se ne spremeni. Gre spat s kurami lepo, pa je tu chill in vesel zjutraj. Ja, tu, ja. Kaj pa doma? Se ne Pa ne veš. Ja, no, vidiš. Mogoče ga imajo poln kufer. Če kdo ve, nič veta. Če kaki sosed gleda, ne? Ja. Pri ograji, kako vedno hodi po parceli. Sam spadba. No, šalimo se, ker govorim iz lastnih izkušenj, 11 let zbujanja nič ni spremenilo. Ja. Vsako jutro si ogromno enih besed izgovoril in je to bilo to. Ja, ampak ljudje smo različni. Tudi to je res, ja. Ja, eni se ful radi vstajajo. Lepo bi pozdravil vse, ki ste že na poti, ne vem, v Avstrijo ali pa kam, ne, na delo. Lepo dobro jutro. Tudi, Dobro jutro. ne vem, vemo, gasilci, policaji, reševalci, Ja, vsi so UKC. Ogromno ljudi je v službi že ali pa še. Tako da, Ja. zdržimo, ker to je rešitelj. Ja, se druga ni. Ja, Ne boš. kaj tečeš, ne. Evo, dajmo si z muziko malo olajšati in malo zaplavati v nek drugi svet. Dobro jutro. Dobro jutro. Čas je za malo glasbene zgodovine. Gremo v leto 84. Takrat je princ prišel na vrh lestvic na Ameriki, seveda albumov, z albumom Purple Rain. Satano. Ja, to je njegov 6. studijski album bil, 24 tednov je potem ostal na vrhu. Logično, Purple Rain najdemo gor, When Doves Cry, pa tudi hit, ki ga bomo slišali zdaj, Let's Go Crazy. Zakaj tega? Zato, ker je malo bolj poskočen in ob 6 pa 12 glih ne bi zdaj... Nekaj spali, ne? Če torej. Ampak preden se lotimo tega, najprej še bolj pomembni podatki. Ja. Namreč baje, ko smo mi bili mali v osnovni šoli, Ja. pa to morate vedeti,
koliko enih govoric se pojavlja pred časom interneta. Sploh ni bilo, ampak vsi so govorili, celi svet je govoril isto. Okay. Ne? In ena od teh govoric je bila tudi ta, da bi naj princ baje gajbal po 5 ur na dan. Kje je to Kaj te jaz vem? Ziher je bilo v kaki reviji, ne? Nekaj To je napisano. bilo, ne? Če je kje bilo, če je kje bil omenjen, pa kaj ne, to med nami froci čuješ. Ti si vejo, da baje, da 5 ur na dan, ne, raši. Res, ja, ju. Pa si že dan je povedal, ne, kaj si. Ja, valjda, pa si vejo ti, da. Ja, gle, dobro, to je za njega. Ja, kaj te vem, če je to dobro za bilo koga. Ja, to je že hoto. Ampak kaj si bolan, Se ne Kaj je verjetno. imel svetilnik? Kosil. Svetilnik je imel not. Včerajšnja mini debata tu na radiju je bila nekaj na temo roka uporabe, kako nekateri mečejo hrano stran, ko je 2 dni odprta v hladilniku. In čez 20 minut preberem članek z naslovom Ali zavržete hrano s potečenim rokom uporabe. Strokovnjaki pravijo, da gre za potrato hrane. In jaz se absolutno strinjam. Tudi jaz, kaj pa ti, Anja? Ja, tudi. Okay, zakaj? Ker rok uporabe dosti krat pomeni samo svežino hrane in dokdaj bo hrana še kvalitetna, ne pa nujno, da je potem hin takoj, ne, po tistem. Ja, pa po moje tudi zaščita, ne? Da se zaščitijo. Da ne bi... To tu lahko garantiram, da je v nulo, pol pa se ti samo odloči. Tako, zdaj logično je, da piščanec en mesec po roku ne bo več vredu, ne? Ja, absolutno. Če prav, če Ponavadi ga ne. fejs pohaš, je kar še gre. Žlajdravi. Zeleni, ne? Ampak za druga živila, ne, jogurti, marmelade, suha živila, recimo nekaj, vse to pa pač ne velja, ne, v veliki večini ne drži, pač tako si rekel, za ziher, ne? Ja. Mene sta recimo osebno presenetila jogurt in kefir, dosti krat zdržita po 2-3 tedne, še po roku. Še ga jem normalen von ima, ne skisa, Ja, zdaj v normalno. njih, pa je v redu. Tako da kmečka logika velja, povohaj in presodi, ne pa kuj metati vse povprek, ne, ker jaz vem, da je eno našo sodelavko strah, da bojo jajca recimo pokvarjena po 3 dneh. Lahko povem, da ne bojo. Ne. Ne? Pomaga recimo to, da ali v trgovini kupuješ jajca ali jih dobiš od kje, odpriš škatlo, poglej, da ni kjero nakluvano, ne? Ker 100-krat se zgodi, odprem pa sta 2 že zlomljeni. Pa zaprem, pa dam nazaj, pa poiščem pravo škatlo. Ne? Ja, smisla, že not sedi kdo. Ne, pač da... Pa hoče pičo. Razumeš, ne veš, kako dolgo je tam že na policiji in zdaj, če je počena, zakaj boš zdaj kupil počeno jajco, ne? Se ne boš, ja. Pravim. Tako da ni treba še več hrane stran metati, kot pa je že mečemo. Tako, dajte pogledati, dajte povohati. Je pa res, da dosti krat ne veš, ne? Ja. Kokrat je malo tak, kot to, da ti povoh. Ja, Mleko, veš? Čekaj. Ja, pa pol ne Vse veš, če bolj bi probaš probal, malo. ali ne. Ti bo, Mleka malo proš, pa viš, če se ti kepa noč skutali. Dajmo se premakniti iz tega, da ima Gustavo Lima 37 kg, k temu, da tudi tokratne počitnice popestrujuje Zveza prijateljev mladine Maribor. Kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a. Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakov. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplinom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu ustvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti. Super, evo, spet nekaj čisto tretjega, ne? Ja. Od hrtov do vojaške opreme, ne? Če primerjamo včeraj in, oziroma danes in jutri. Ja, pa lokostrelstvo v ponedeljek, ne? Ja. To je bilo pa ne vem kaj vse. Skratka, najdete vse te delavnice, vse informacije, prijave na zpm-mb.si.
rekli smo, da imamo eno uganko pripravljeno za vas. Vse tam zunaj, vidva sta seveda tu, tako da tudi za vaju. Okay? Okay. V bistvu gre za malo, tako si rekel, fraz, sprehod nazaj v zgodovino. Aha. Le kaj? V rimsko dobo. Ne, ni zgodovina kot zgodovina. Ne tak. Okay. Tu zdaj malo nazaj. Ne. 10 let, 20. Ne bo kar več žalost. Ja, 10 let bi mi to vedela, verjetno. Ne, v 80-ih, konc 80-ih, pa začetku 90-ih, pa verjetno ne tako hudo fejst. Okay? In tu imam eno zadevo in me samo zanima, ker gre za jutranjo mini uganko, kdo se spomni te muzike in če slučajno ve kdo, odkot je ta muzika. Če veste, lahko takoj nemudoma pošljete SMS na 051 220 220. Okay? Smo pripravljeni? Smo. Okay. Kdo se spomni te muzike? Odkot je ta muzika? Neke serije. Ali pa serije. Uvodna špica. Jaz poznam vsaj enega našega sodelavca, ki je v prvi sekundi vedel. Ja, to je en namig. Sicer pa dajte razmisliti, pa pošljite SMS 051 220 220. Odkot je to ta muzika? Če se vrnemo nazaj k jutranji uganki, torej zanimalo me je, če se kdo spomni slučajno, odkot ta muzika. In če, mislim, bi zdaj že lahko malo namigno še več, čeprav dve pravilni rešitvi imamo tukaj na 051 220 220. Sprva je pisal Matej, sprašuje Smogovci, če so to. Ne, Matej, niso Smogovci. Dejan je tudi napisal Charlie's Angels, morda. Ne. Če pa vam malo, začnem tu zraven. Und hier ist Harry Weinfurt. Ne pa vsi začnejo, Und seine, liebe Zuschauer, evo, Silvo in Lidija sta imela pravilno odgovor. Bravo, seveda, Silvo in Lidija. Gre za uvodno špico oddaje Der Preis ist heiß. Če se slučajno spomnite, ko so mogli ugibati, koliko kaj stane. Zdaj se spomnim, da smo to enkrat gledala nekaj na YouTubeu. Ja, tudi tukaj, na koncu oddaje, ponavadi so še za neki avto špilali. Svetovno. Veš za Renault 19, pa tak, ko so bili pač drugi cajti. Naključno so izbrali tekmovalce iz publike, so rekli Marko Fras, pa je ta kamera iskala Marko Fras is dabei, pa si dol tak preleto celim masen, da avto bi imel, to, tako da so pač ugibali, ne vem, te neue Mikrowelle, pa spet vsi pa si mogo trofiti, koliko stane. Svetovno. Tako jaz sem zdaj šel malo pogledat mes, ker pač sem mlajši, tega ne poznam toliko. In ti moram nekaj sporočiti. Kaj? Oddaja Der Preis ist heiß se je leta 2022 vrnila. Kaj se In to celo z originalnim voditeljem Harryjem Weinfurt. Ja, resno. Res? 2022. Ja, ampak žal, samo nekaj epizod, potem pa so leta 2024 oddajo spet ukinili, ker ni bilo zanimanja. Ampak deluje, da bi bila zanimiva, tako da mi je to čudno. Samo denara ni več za vse te nagrade. Ja, pa drugi cajti so. Ni več. Kaj boš zdaj to gledal?
Ja. Da pač gledaš, ker je bilo takrat fajn. Ja. Tako da Silvo in Lidija, čestitke, prav Bravo. sta imela. Čestitke. Ja, Heist is heist. Pa Andrej Mernik je imel prav. Andrej Mernik 100% je vedel v prvi tisočinki sekunde. Seveda pa je na YouTubu marsikaj za pogledati, tako da idite gledati to. Boste tudi videli, kakšna je osvetlitev studia, da prav ne moreš verjeti, v temi neki so pa vse je sivo. Takrat se pa je zdelo ful, wow, barvno, wow, ful, ja. Makov, Heist is dabei. Der Auto ist seine. Okay. Ok, dobro. Ja, v redu je, der Price is Heist, lahko zdaj nehaš, lepo prosim. Spet se je zgodilo. Kaj? Tak se začne. No, Spet se je zgodilo. Spet je prišlo do mrcvarjenja ameriške himne. joj. Zdaj ti posnetki krožijo po spletu, mislim, da od sobote že. Ja. In jaz sem rekel, dobro, to, če slučajno ni kdo slišal, treba je to podeliti vse skupaj. Tokrat je bila pod narekovaju žrtev nečesa, ne vem česa, Martha Reeves, Okay. glasbena legenda, ki je svojo kariero začela leta 57, kasneje najbolj znana v Motown skupini Martha and the Vandellas. Okay. Okay. Lahko malo prisluhnimo, recimo komadu Heatwave, tako so zvenele punce. Super. Ful dobro, ja. No, tako je bilo, Tebe je ne? strah, ne? Popularno Ja, tudi. takrat, ne? Ta zvrst muzike. Ker Fergie tudi zna pet, Seveda ampak zna. ko je pela tisto himno, so se križali vsi. Ne? Tako, v neki jazz, ekstremni jazz izvedbi. Ne, ampak dobro. Mimo grede, Martha Reeves tudi je dobila leta 2024 svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, mimo grede, Bravo. kjer se je na slovesnosti poklonil tudi Stevie Wonder. Ja? Letos maja pa je naznanila, da bo izdala svoj nov album Searching, prvi album po 22 letih. Torej je to uveljavljena glasbenica. Uveljavljena glasbenica, ne? Okay. In jaz predlagam, spoštovane in spoštovani, da prisluhnemo temu glasbenemu umoru. Me je kar strah. Mene je sram že vnaprej. Okay, naj povem še to, da zraven tudi pojeta neki dve gospe, ko imata te klasične ameriške klubuke, veš, ko so ameriške barve. Ne vem, kaj se je dogajalo. Na YouTubu najdete vse skupaj. Dajmo malo, ne? Prisluhniti, pa seveda zraven malo pokomentirati. Sta pripravljeni? Ne. Ne vem, če. Joj. Ok, dajmo. Oh, say, can you see Ojoj. the dancerly light? Ketuša je. Was so proud Dobro. we hailed at the twilight's last Le za to. gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the Joj. Kaj se je ti zgodilo? Le zdaj, drugi del. Streaming. And the roses red glare, Joj. bombs bursting in air. Kaj si nor, no. The night Ok, To je uveljavljena glasbenica. uveljavljen. still there. Kaj? Oh, say Kaj se dogaja? star-spangled banner. Kak je to sploh? Mislim, to je meni... Zakaj niste prekinili? Ne, mene zanima, kako sploh pride do tega. Idite pogledat, boste videli tudi izraze športnikov in publike, v glavnem obup. Je pa v intervjuju po tej katastrofi povedala, da sta dva glavna in največja dejavnika za tak nastop bila vreme. Kaj te imam vreme s tem? Ja, ne vem,
Kaj naliv je bil taki, da se ni čula? Ni kaj? bilo nič. Ne? In pa seveda, kot radi rečejo, to dejstvo, da se ni slišala. Okay. Ne rabiš se slišati, če Če imaš si dober, posluh, tako. se ne rabiš slišati. Dobro, Razen, če imaš zraven bend in ti ne slišiš benda, v katerem Ja. tonu so. Če pa ti Isto je sam problem. poješ, pa pač himno, razumeš? Ne Ja. eno pesem, himno. Kar žalostno. Ja, to pa je bilo kar pol, za torek zjutraj. ja, če greste pol v komentarje, vsi lahko vidite, kako vsi pišejo, da je oproščeno Fergi, da je res lepo himno zapela takrat. Jezus. In te ti praviš, da si neka kuharca, pa nekaj, kdaj pa te miš zajtrk, kaki nared tu nama? Ja, kaj je s tabo, Anja? Kaj se 3 nora leta delaš? že si tu, ali Pa kako samo dolgo? govori, bom Ja, jaz kuham, pa bom Dobro, nalagal dobro, na dobro. TikTok, gor nalagaš, poglejte. Okay, Vodo, imam tu vodo, od pol 6 Jaz pijem tudi vodo, kot da sem atlet največji. pa ni. Bom naredila, Eva bom. Ja, Ja, to je tvoj to odgovor. govoriš že 3 leta. Ja. Ne, ker nisem 3 leta tu. No, te pa 2, kaj zdaj? Eno preveč, če mene vprašaš, ker v tem cajtu bila marsikaj že skuhala. Prejšnji teden, ko sem kuhala, te ni bilo, tako da to si Ne, sam ker me ni kriv. bilo. Pa se ne gre za to, gre se za zajtrk. No, Za okej, 2 ta jajci, teden- pa šteto, pa zelenjavne ribe. vredo, ta teden vam Res. naredim zajtrk. Ja, Kako kaj ta boš naredil? Ta teden je že luftik, nekaj ta Ja, teden, kaj? po pa naenkrat pa Ti ni pa več. povejte, kateri Ja, dan. no? jutri. Ja, Okej. jutri. Naredi jutri. Vredo, jutri. Posebne želje? Ne, kaj boš naredila? Ja, bo ta videla. Ti si Kaj pa, če ne, kuharica, dobro? ne? Moraš Ja, ti pa presenetiti. Šef Anja, Ja, Ja. zato mama ne bom povedala. Anjina kuhalnica. Prineseš, pa rečeš, to pa je na posteljici. Radič in kaviar. Normalen zajtrk. Vredo je. To je moje navodilo edino. Ja. Okay. No, boš te? Bom. Boš res? Ja, bom. Vsi so zdaj slišali, jutri vam pripravim zajtrk. Pika. Ko? Okay. Evo, zdaj pa lahko gremo nazaj k muziki. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se reče na laptopu, ni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja. ko je na mesto miške? Ja, recimo, ja. Recimo, ne, vse vemo, Ja. o čem govorimo. No, predstavljate si, da imate to drsno ploščo v ustih. Kaj? To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo, Mouthpad se imenuje. Na Torej, mesto ustna plošča. mousepad. Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili. Ko si samo nodal. Ja. Na ta način deluje in potem z jezikom gor po nebu. Ne, delaš, Pa In- klikneš. ja. Zdaj so izdali novi model ven, stane $1400. Super, je kar ugoden. Ja. Ti si naročil? Ne, počasi. No. In v tem lahko, ob tem, da lahko drsaš z miško, torej po računalniku, lahko tudi klikaš. In tudi programirali so prav torej tipke WASD, kar je ponavadi za gamerje. Ja. Torej, s tem se Ja, ponavadi premikaš. Tako da očitno To lahko je bilo tudi. ja, na FIFA tudi. Ja. Ja. Očitno lahko tudi v tem igrice špilaš. Z lapami. Z lapami iz posle nič drugega. Mislim, poleg lahko, ne vem, vse ostale stvari še delaš. Ja. In med Kot tem je recimo, ne? ne, hodo se reči, lahko ješ, Ne, pojma, ne, ne ne. moreš jesti, če imaš z jezikom klikaš. Zdaj pa si Marko. predstavljaj si zdaj, tako vsi vemo, kam to gre. Ja, ja, Ta ja. mouthpad. Ne? Ja, Da ti- busta. Ja, tudi se da, ja. Ja, no, povej. Lahko, koliko idej sem zdaj dobil. Lahko se kam, no, No, kaj? ne? Predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, slučajno tisti trenutek. Ne? In vseeno si zmožen z jezikom pač previjati naprej in nazaj in prebirati med. Ok, dobro. V Mariboru pa obstaja človek. Človek,
ki je pilot? Piše se Vedlin, ampak ni Dejan, temveč Marjan. In Dejan Vedlin pravi, da je to samo naključje. In Marjan Vedlin si je omislil nakup lastnega letala. Ampak, zdaj, ker letal ne prodajajo ravno na vsakih 400 metrov, tako kot avtov recimo na Ptujski, je svoje letalo kupil na drugi strani sveta, na Novi Zelandiji. Ja. Wow. In Marjan je bil prejšnji teden pri nas in povedal, kaj je razlog, da je šel tako daleč po letalu, če ne vem, ga niso imeli v Gracu recimo nič na zalogi. Razlog je mogoče ta trenutek mogoče niti ne toliko važen finančne narave, ker je pač cena bila tista, ki je tudi, bom rekel, bila zelo velik faktor. Drugi velik faktor je pa ta, da je pač letalo po performansah zelo dobro, bom rekel, no. Okay. Vidiš, tako da, če rabi kdo letalo, tam so dobri avioni. Na Novi Zelandiji, ja. Ja. No, Marjan je v nedeljo začel svojo pot domov. Peljal se bo z Nove Zelandije v Slovenijo, pravi je 2-urni let od vrha južnega otoka Nove Zelandije do mesta Hamilton, potem pa se je že malo zapletlo. Marjan, kakšno je zdaj stanje? V bistvu smo želeli narediti drugi korak v tej naši poti iz Nove Zelandije. Začeli smo ga, končal se je pa žal predčasno, namreč otoka Norfolk nismo dosegli. Žal iz razloga, ker je v letalu odpovedala elektrika in smo v bistvu brez težav, brez nesreče, brez vsega pristali na letališču, ki je pač bilo v tistem trenutku, ko je zadeva odpovedala najbližje. Zadeva se že rešuje, kot je videti, je samo v bistvu pravzaprav zelo enostavna zadeva in sicer varovalka električna. Jutri bomo v bistvu, ko bo vse skupaj, vse ostalo še narejeno, še pravzaprav zadevo stestirali in računamo, da bo jutri zadeva delovala kot mora in bomo nadaljevali naprej proti otoku Norfolk. Okay. Zanimivo mi je, ko piloti govorijo o teh zadevah kot mala zadeva. Ne? Ravno isto sem razmišljal, ker sem v glavi to tako da svečko spihati, veš malo. Ja, na letalu se meni zdi, da je čisto vse velika zadeva. Ja. Ker elektrika odpove. Ja, mislim, kako to izgleda, meni zdi, da se ti voziš letalo in kar nekaj, kaj tema, ali kaj? Aha, ok, to moram pristati zdaj. Ne. Pa najbližje letališče. Ja, ne vemo, kaj točno to pomeni. Ne? To pa bi mogel njegov soprimenjak Dejan Vedlin razložiti. Kaj pomeni, če elektrika odpove? Ali to pomeni tudi, da motor crkne kot tak, ali so, ne vem, števci pa lučke, ali kaj? Ok, Marjana bomo spremljali še na tej njegovi poti. Upamo, da vse to zrihta in da bo kmalu spet v zraku in da bo prišel varno, tako da spremljate tudi radio. Tako, pa da pride mimo pol, pa da razloži. Kaj? Ne, to tako, da bi si po avto hodil, tako včasih, v Koper, na Cimos. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.